Zdi se, da Izrael hitro izgublja podporo Demokratske stranke, medtem pa se zdi, da ena zagovorniška skupina zajema bistvo sodobne Demokratske stranke. Pogovarjali se bomo z Elonom Goldenbergom iz J Streeta v oddaji American View. Elon Goldenberg, višji podpredsednik in glavni svetovalec za politiko pri J Streetu, nekdanji višji svetovalec za Bližnji vzhod Kamale Harris in njen svetovalec tudi med njeno predsedniško kampanjo. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Veste, J Street je svojo platformo predstavil že pred mnogimi leti, Demokratska stranka pa se zdi, da se ne premika le proti njej, ampak v nekaterih primerih celo levo od nje. Pojasnite nam tovrstno evolucijo, če lahko tako rečemo. Seveda, hvala, da ste me povabili, res je lepo biti z vami. Glejte, mislim, da so v zadnjih 10 ali 15 letih zgodili več različnih stvari. Mislim, da je bila najpomembnejša sprememba pristop predsednika vlade Netanjahuja in njegova pripravljenost, da se vključi v ameriško politiko že vrsto let in se vse bolj povezuje z republikansko stranko. To sega nazaj do njegovih nesoglasij s predsednikom Obamo glede sporazuma z Iranom. A kar se je res nadaljevalo od takrat, je njegov zelo tesen odnos s predsednikom Trumpom. In to je vse bolj. Mnogi med nami, ki podpiramo Izrael, in tudi sam se štejem za podpornika Izraela, ne za podpornika te izraelske vlade, ampak za podpornika države Izrael, zagotovo. Opozoril, da bo to v bistvu pripeljalo do politizacije vprašanja, ki je bilo prej nadstrankarsko. Zelo malo stvari v ZDA je ostalo nadstrankarskih, iskreno povedano. To je bila ena izmed njih, podpora Izraelu. Ampak če to vnesete v ameriško politiko, to bi se s časoma nekako porušilo. In to je pravzaprav tisto, kar zdaj vidimo. Druga stvar pa so vsebinska nesoglasja med tem, kje je po mojem mnenju ne samo Demokratska stranka, ampak če pogledate ankete, kje je večina ameriških Judov in kje je večina Američanov. Glede nekaterih vprašanj mislim, da Demokratska stranka. In večina, veste, zagotovo velika večina ameriških Judov je podprla odziv Izraela takoj po 7. oktobru in napadih Hamasa. Toda, ko se je ta kampanja nadaljevala in so se stvari v Gazi nadaljevale, mislim, da je vse več ljudi menilo, da je bil odziv pretiran, da ni nujno imel strategije povezane s tem, kaj poskušate doseči. In res mislim, da obstaja velika razlika med tem, kar so ljudje videli na televizijah v Združenih državah glede dogajanja v Gazi in tem, kar so videli v Izraelu. In zato je ta razlika v politiki bolj kot karkoli drugega, ki zdaj velja tudi za vojno v Iranu, ki je izjemno nepriljubljena v Združenih državah. Spet, ne samo pri demokratih, ampak tudi pri neodvisnih in številnih republikancih, ki tega vse bolj ne podpirajo, je povzročila še en pravi razkol. Torej, če vzamete te dve stvari skupaj, prva je politika in politizacija, druga pa so resnična vsebinska nesoglasja glede ukrepov in usmeritev. In to je tisto, kar je začelo povzročati to temeljno razliko oziroma prelom med smerjo, v katero gre Izrael, in smerjo, v katero gre, bi rekel, Demokratska stranka, pa tudi mnogi drugi. Rad bi vas vprašal, ker ste začeli s trditvijo, sem podpornik Izraela. In slišite veliko ljudi, še posebej znotraj Demokratske stranke in včasih tudi levo od njih, ki najprej rečejo, sem podpornik Izraela. In običajno temu takoj sledi približno pol ducata pritožb. Zato je lahko za zagrizene zagovornike Izraela težko reči, ja, to pravijo, niso v resnici povsem za to. Mislim, kje se to res preizkusi, ko nekdo reče, sem za Izrael, ampak imam celo vrsto stvari, zaradi katerih sem jezen nanje. Seveda, seveda. Povedal vam bom, kaj zame pomeni biti za Izrael in kako jaz to vidim, saj zakaj se tako imenujem. Poglejte, naj vam povem nekaj o sebi. Pravzaprav sem se rodil v Izraelu. Tam sem živel do 8. leta. Moji starši so Američani. Preselili so se v Izrael. Rodil sem se v Jeruzalemu. Veste, odraščal sem z Izraelom kot osrednjim delom svoje identitete. Še vedno ga vidim kot osrednji del svoje identitete. In te izkušnje ter moja navezanost na državo, moja navezanost na ljudi tam, moja navezanost na deželo. In veste, ko pogledam, kaj si želim, ko se opredelim kot pristaš Izraela. Veste, in pravzaprav, mimogrede, to nisem sam jaz. To sem slišal od toliko ameriških Judov, s katerimi sem se pogovarjal med predsedniško kampanjo, kjer je bila moja naloga govoriti z ameriškimi Judi o teh vprašanjih. Veste, želim si Izrael, kjer lahko, veste, popolnoma podpiram Izrael in njegovo sposobnost, da obstaja kot demokratična judovska država. In hkrati mi je v redu, da imajo Palestinci svoje pravice. Lahko pogledam, kaj se je zgodilo 7. oktobra
In lahko rečem, da je to bil grozljiv teroristični napad. Tega absolutno nihče ne bi smel podpirati. Napadanja civilistov, ubijanja ljudi. Ljudi, ki sem jih poznal, ali ljudi, ki jih, ljudi tukaj, zagotovo pri J Streetu, so poznali družino, prijatelje, ki so recimo imeli različne odnose do tega. In sem veliko časa preživel z družinami talcev in drugimi kasneje. Ko sem delal v vladi ZDA, in lahko tudi priznam, da se nisem strinjal s tem, kako se je izraelska vlada obnašala v Gazi in se še vedno obnaša na krajih, kot sta Gaza in Zahodni breg. In zato si želim, resnično se imam za liberalnega cionista. Želim si Izrael, ki lahko doseže te standarde in doraste tej zgodovini. In mimogrede, moja stališča in moji pogledi so v Izraelu manjšinski, vendar še vedno predstavljajo pomemben del izraelskega prebivalstva, tudi če je to 10 ali 20%, ki bi se opredelili na ta način. In to jih ne naredi manj proizraelske, tudi mene ne naredi manj proizraelskega. Ampak ja, mislim, da je tudi veliko razlogov za kritiko. In to je pošteno. Tja grejo tudi Združene države. Moral sem tudi iti na Zahodni breg in se pogovarjati z ljudmi, tam živijo, ter videti stvari, ki jih Izraelci odkrito povedano ne vidijo. Zdaj jih vidi zelo malo Izraelcev. Zato mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi več Izraelcev šlo tja in videlo, kakšne so razmere na palestinski strani. Tudi to bi lahko naredilo razliko. Torej, naslednje vprašanje me vodi k temu, kar ste rekli pred trenutkom. Če večina Izraelcev ne želi palestinske države in še vedno večina Palestincev ne želi rešitve dveh držav, kaj vi vidite, česar oni ne vidijo? Seveda, najprej, kar zagovarjamo pri J Street, je tisto, kar bi jaz imenoval rešitev 23 držav. Torej pravimo, da je treba doseči mir med Izraelci in Palestinci, vendar mora biti to del širšega regionalnega konteksta, dogovor, ki bi na koncu pomenil, da je Izrael v miru z državo Palestina in še z 23 drugimi državami v arabskem svetu, ki ga obkroža, popolnoma regionalno integriran v svetu. In ne pravim, da se mora to zgoditi jutri. Lahko imate proces, ki vas pripelje do tja. In ko to jasno poveste, demilitarizirana palestinska država, kjer so izraelske varnostne skrbi upoštevane. Mimogrede, moral bi povedati, ena od služb, ki sem jih opravljal v vladi ZDA, več let sem delal na tem in sem sodeloval pri projektu skupaj z, stotinami izraelskih varnostnih uradnikov in organizacijo imenovano Poveljniki za varnost Izraela. In kako gledamo na scenarij, kjer je Izrael lahko varen v okviru palestinske države. To se lahko zgodi le v širšem regionalnem kontekstu. In moral bi povedati, ko anketirate Izraelce in jim začnete postavljati vprašanja, kot so v kontekstu ameriškega načrta, ker imate regionalni mir z vsemi, ali bi podprli demilitarizirano palestinsko državo. Ti rezultati so pravzaprav precej dobri, še vedno so nad 50%. In mislim, da velik del Izraelcev, ki v to ne verjamejo, ki tega ne podpirajo, ker ne verjamejo, da je to mogoče. Če bi imeli voditelje in če bi lahko dejansko dosegli napredek, to velja tudi za Palestince, kar so pokazale tudi ankete. Če jim lahko dejansko pokažete pot in jih z dejanji prepričate skozi diplomacijo, ki dejansko vodi do konkretnih dejanj na vseh straneh. Mislim, da bi lahko spremenili izraelsko mnenje. In mislim, da bi lahko spremenili tudi palestinsko mnenje. Mimogrede, Palestinci prav tako približno 50% podpirajo rešitev dveh držav. Torej ne pravim, da smo že tam. Ampak pravim, da ne vidim druge alternative, ki bi imela smisel za Izrael, prav? Ali za Palestince. Druga alternativa je nekakšna realnost ene države, enaka volilna pravica za vse. Potem Izrael izgubi svojo judovsko naravo. Mislim, da to ne bo delovalo. Mislim, da Izraelci, če mislite, da ne bodo sprejeli rešitve dveh držav, mislim, da Izraelci tega zagotovo ne bodo sprejeli. In druga možnost je nadaljevanje po trenutni poti, ki vodi v trajno vladanje nad Palestinci. In začnete videti vse posledice tega. Ne gre samo za ZDA. To ima mednarodne posledice. To je po vsem svetu. In morda se to končno začne zavedati tudi Izraelci. Kako bo to Izrael prisililo v vse vrste groznih odločitev? Glede odnosa z ZDA, njegovega odnosa z Evropo in preostalim svetom, kamor greš na počitnice, kje preživljaš čas, kakšno je tvoje gospodarstvo. Ali si Izraelci res to želijo?
Jaz veš si tega ne želim za Izrael, ampak mislim, da si tega tudi Izraelci ne želijo. Torej, če nadaljujem s tem, očitno smo videli nedavno glasovanje, čeprav je J Street temu v načelu nasprotoval, v njihovi izjavi je bilo veliko nijans, vendar so v načelu nasprotovali popolni ukinitvi pomoči Izraelu. Kritika organizacij, kot je J Street, je v bistvu ta, da jim dejansko daješ kritje. Daješ kritje sovražnikom Izraela, da lahko rečejo, v redu, ta skupina si v bistvu lasti naziv proizraelska in promirovna skupina, vedno kritizirajo Izrael. Dodajajo neko nijanso. Podpiramo jih, ampak morajo spremeniti X, Y in Z. Zato nas ne morete označiti za antiizraelske ali antisemitske, ker se v bistvu strinjamo z njimi. Kako ločite to, kar počnete vi kot zagovorniška skupina, od drugih skupin, ki so vam podobne, ki zasedajo isto mesto na političnem spektru, v nasprotju s tistimi, ki se vam skoraj očitno priključijo zgolj zaradi političnega kritja? Ja, lejte, to je velik izziv, s katerim se soočamo in tega pred 10 leti sploh ni bilo. Iskreno povedano, pred 10 leti je J Street samo razpravljal z AIPAC-om in stališče AIPAC-a o popolni podpori obeh strank vsemu, kar je želela izraelska vlada, je bilo prevladujoče stališče v ZDA. Kongres. Zdaj pa se pogosto znajdemo tudi v razpravah s tistimi na naši levi, kaj ne? Veliko časa sem preživel v razpravah z organizacijami in nadaljeval, nastopal na televiziji in v medijih z ljudmi, ki so na naši levi in zagovarjal svoje stališče. Ne, veste kaj? In največja razlika med tem, za kar se oni zavzemajo in tem, za kar se mi zavzemamo, je v tem, da nekateri izmed njih pravijo, naj kar pozabimo na vse skupaj. Povsem se distancirajmo od Izraela, uvedimo sankcije proti Izraelu, izolirajmo Izrael, kaznujmo Izrael. Končajmo odnos med ZDA in Izraelom. To so stvari, za katere se oni zavzemajo. Mislim, da obstaja, ne verjamem, da je to samo po sebi antisemitsko, mislim, da je del tega motiviran z antisemitizmom, to je del tega, obstajajo ljudje, ki so antisemiti in so del tega gibanja, obstajajo pa tudi ljudje, ki preprosto verjamejo v to, kaj ne? In so tisto, kar bi imenovali anticionisti, ampak so, in o tem lahko govorimo, ter o razliki med tem. Ampak zagotovo obstaja povezava med tema dvema. Veste, to ni naše stališče. Mi namesto tega zagovarjamo, kot naprimer, veste, želimo varnostno partnerstvo med ZDA in Izraelom. Ves čas smo dosledno lobirali naprimer za železno kupolo, za obrambo pred balističnimi raketami, za obrambo pred raketami. Veste, leta smo si prizadevali, J Street se je zavzemal za nadaljevanje varnostnega partnerstva. Šele v zadnjih nekaj letih smo začeli zagovarjati, češ, ta pravila, to orožje je treba prodajati v skladu z ameriško zakonodajo. In če pride do kršitev, moramo o tem govoriti. In tudi začeli smo govoriti tako, kot so začeli govoriti vsi, od Benjamina Netanjahuja do Rame Netanjahuja, do Lindseyja Grahama, o dejstvu, da Izrael ne potrebuje več finančne podpore, povezane z nekaterimi stvarmi, ki so dolgo obstajale. Torej, tam je prišlo do razvoja. Mislim pa, da skušamo jasno izraziti svoja stališča, prav tako pa skušamo začrtati nekatere rdeče črte tam, kjer se ne strinjamo. In res mislim, to da realnost je, če pogledate, naprimer, prejšnji teden je bilo glasovanje v predstavniškem domu. Velika večina ljudi, ki so glasovali za to, da se ta pomoč ukine, da se popolnoma izniči. Demokrati, ki so to storili, so rekli, da so to storili, ker so bili tako frustrirani zaradi vlade Netanjahuja. Niso pričakovali, da bo to kdaj postalo zakon, ampak so želeli poslati sporočilo. In verjamem, da od teh 100 je verjetno 80 ali 85 takih, ki se strinjajo z nami. Verjetno je 10 ali 15 takih, ki so šli še dlje in so preprosto zato, da bi pomoč popolnoma ukinili. Ampak to ni zares naše stališče. In to niso stališča, ki jih zagovarjamo v predstavniškem domu. Kar poskušamo narediti, je zgraditi široko sredino v demokratski stranki. Za kar bi rekel, da je konstruktiven pristop k temu, ki na koncu konča izraelsko-palestinski konflikt in zagotovi, da so Izraelci in Palestinci varni, zaščiteni in svobodni. Veste, priznati moramo to, namesto da bi preprosto vse uničili in prekinili odnose. To ni naše stališče. Vi ste toliko let poskušali privabiti stranko k sebi, zdaj pa se obračate v nasprotno smer in poskušate del stranke spet potegniti na svojo stran. Ali menite, da ste morda šli nekoliko predaleč? Ali pa se je stranka preprosto razvijala hitreje, kot se je vaša organizacija lahko prilagodila? Pravzaprav imam občutek, da smo bili ves čas na istem mestu, z nekaj spremembami, ampak v bistvu smo bili ves čas na istem mestu. Pri J Streetu sem šele približno leto in pol. Ampak veste, skoraj ves čas smo bili zelo na istem mestu. Ameriška politika se je res dramatično spremenila. Pravzaprav ne mislim, da smo pretiravali. Mislim, da je velika večina demokratske stranke tam, kjer smo mi.
Le majhno število zelo glasnih glasov je, ki so morda šli bolj na levo od nas. In večina teh glasov prihaja iz volilnih okrajev, ki so trdno demokratski, veste? In tako pač je. Poglejte, to je eden od razlogov, zakaj sem po kampanji prišel delati v J Street. Med kampanjo je bila moja naloga, da se ukvarjam z judovskimi volivci. In bil sem nacionalni direktor za povezovanje z judovskimi volivci. In kar so najglasnejši glasovi, ki sem jih slišal med kampanjo, so prihajali iz dveh smeri. Ena skupina so bili tisti, ki so podpirali Bibija Netanjahuja ne glede na vse. In kot mi bomo pač podpirali to vlado ne glede na vse. In druga stran so bili ljudje, ki so 8. oktobra 2023 že vzklikali, da gre za genocid in protestirali ter govorili, da je za vse kriva Izrael. Prevladujoča večina ljudi, s katerimi sem govoril, ni sodila v ti dve skupini. So veliko bolj tihi, ampak so nekako na mestu, kjer bi morali imeti tako Izraelci kot Palestinci svobodo, varnost in priložnost. In J Street povzdiguje te glasove. In na koncu so te glasovi morda tiši, vendar predstavljajo tudi večino volivcev. In to znova in znova vidiš. In to vidiš tudi v anketah. Videti moramo, kam bo vse to pripeljalo čez eno leto, ko bo demokratska stranka šla v svoje predizbore in razprave. Ampak mislim, da demokratska stranka ne bo pristala na nobenem od teh dveh ekstremov. Mislim, da bodo pristali na nekakšnem sredinskem položaju, kjer bodo še vedno lahko podpirali Izrael, se distancirali od vlade Netanjahuja in bili pripravljeni reči: želimo, da je Izrael naš partner, ampak hkrati ne želimo Izraelu dati praznega čeka. In kadar se ne strinjamo, ne bomo nečesa podprli. To je normalno in to je del mednarodnih odnosov. Tako bi morale stvari potekati. Pred trenutkom ste rekli, da imate občutek, in ne citiram vas dobesedno, ampak v bistvu ste tam, kjer je trenutno demokratska stranka glede Izraela. Mislim, za povprečnega opazovalca Izraela, in jaz sem tukaj v Washingtonu, imam dober pregled nad dogajanjem, zdi se, kot da je Izrael izgubil demokratsko stranko. Mislim, to je trenutno prevladujoče mnenje. Kako torej združite ti dve stvari, da je, kot pravite, proizraelska promirovna filozofija odtrgala demokratsko stranko od Izraela? Ti dve stvari se ne zdita združljivi. Tam je neka disonanca. Kako to razložite? Mislim, da je vlada Netanjahuja zagotovo izgubila demokratsko stranko. In v Izraelu bomo imeli volitve čez nekaj mesecev. Zdaj ne mislim, da bi, če pride druga vlada, da se bo takoj vse vrnilo na staro. In nihče ne bi smel biti pod tem vtisom. Ampak obstaja velika priložnost za začetek obnove, če pride nova vlada. Recimo, da jo vodi Gadi Eisenkot prav, ali Naftali Bennett, ali kdo drug. Ne bodo tam, kjer je J Street. Ne pričakujem, da bodo tam, kjer je J Street. Ampak mislim, da bo priložnost za začetek gradnje mostov in za nekoliko drugačen pristop k popravljanju odnosa. In začeti z eno zelo bistveno stvarjo, ki je naslednja. Netanjahujeva strategija je bila leta in leta. Prav tako strategija skrajne desnice v Izraelu, da, veste, do 7. oktobra je bilo v bistvu plačevanje Hamasa dovoliti, da milijarde dolarjev pristanejo na letališču Ben Gurion in na to s tovornjaki odpeljejo v Gazo, da bi plačali Hamasu. Hkrati pa so slabili edino drugo alternativo in v bistvu govorili, da je palestinska oblast prav tako slaba kot Hamas. Ne pravim, da je palestinska oblast odlična in da nima svojih izzivov. Ima jih. Ampak niso Hamas. Ne pozivajo k uničenju Izraela. Veliko bolj so pripravljeni slediti nenasilnim strategijam in se diplomatsko vključevati. A zadnjih 15 let je izraelska vlada vodila strategijo njihovega slabljenja, krepila Hamas in jih držala razdeljene, brez rešitve dveh držav, brez partnerja. To je sporočilo. Torej nova izraelska vlada, ki je pripravljena začeti to spreminjati, ki je pripravljena, veste, se veliko bolj približati. Mimogrede, pri J Streetu smo podprli 20-točkovni načrt Donalda Trumpa. In zdi se mi, da ta načrt trenutno ne napreduje prav daleč. Hamas ima pri tem veliko vlogo. Trmasti so, zagotovo, in res se morajo razorožiti. Izrael ima pri tem prav tako veliko vlogo, saj ni pripravljen razmisliti o kakršnikoli realistični strategiji, ki bi vključevala faze. Neko umikanje, neko razoroževanje, neko umikanje, neko razoroževanje, kar je edini način, da to zgodovinsko deluje. Traja leta, da se organizacija kot je Hamas razoroži. Če je vaš odgovor, da ne bomo storili ničesar, dokler se popolnoma ne razorožijo, je to odgovor, ki pomeni, da se ne bo nič zgodilo. In tako nova vlada, ki pride in lahko začne napredovati v Gazi, nova vlada, ki pride, ki lahko, veste, ustavi vsaj del nasilja naseljencev, ki ga trenutno vidimo na Zahodnem bregu. In dejansko ukrepa proti temu, ter začne spreminjati način delovanja,
spremeni nazaj na to, kako je izraelska vlada včasih delovala glede odgovornosti IDF za Zahodni breg, namesto nekaterih teh skrajnežev. In veste, zdaj vodi Smotrič. Vlado, kjer veste, dejansko lahko začnete vsaj bolj javno sodelovati s Palestinci in z regijo, kot se je to dogajalo doslej, ter dosegati napredek, vzpostavljati tesnejše vezi med Izraelom in nekaterimi drugimi arabskimi državami. Mislim, da nas vse to začne voditi v boljšo smer. Ne pravim, da bodo Američani in Izraelci na isti strani, ali da bodo demokrati in Izrael na isti strani, ampak začnimo znova graditi in iskati skupna področja. Mislim, da če Netanjahu zmaga, ali če pride do neke vrste zastoja in on ostane predsednik vlade, ter sta še vedno Smotrič in Ben Gvir, mislim, da bo veliko ljudi obupalo, vključno z veliko ameriškimi Judi, pravzaprav z veliko večino ameriških Judov. Mislim, Netanjahujeva priljubljenost med ameriškimi Judi, ne samo pri J Street, ampak med ameriškimi Judi, je trenutno 25%, kaj ne? Mislim, to je pokazala anketa AP pred nekaj tedni. Ja, res, ne vem, kako se bodo stvari z Netanjahujem razvile, ampak mislim, da obstaja priložnost, da začnemo popravljati in ponovno graditi z alternativo. Pred nekaj tedni smo slišali Rahma Emanuela, ki je imel govor v Tel Avivu. To je bil prvi javni nastop te vrste, če hočete, potencialnega demokratskega predsedniškega kandidata glede prihodnosti odnosov med ZDA in Izraelom. Veliko je govoril o tako imenovanih težkih resnicah, ki jih je bilo treba povedati Izraelu. In prijatelji si morajo povedati težke resnice. Gledam to in rečem, poslušaj, če bi imel prijatelja in bi rekel, Mike, rad te imam, ampak si nesramen. Ne postiljaš postelje, slabo kuhaš, vedno si, če začne z, rad te imam in potem spet našteva vse stvari, ki mu niso všeč pri. To je nekako tisto, kar smo slišali od Rahma Emanuela v tistem govoru in zdi se, da je to nekako sestavni del veliko sporočil, ki trenutno prihajajo iz stranke. To smo slišali tudi od Kamale Harris večkrat med njeno kampanjo. Poveličevala je vrline judovske domovine, svojo osebno povezanost s tem, kar je vedno izpostavljala in potem vse, kar je šlo nekako narobe. Ali vidite, da bi lahko demokratski kandidat pridobil pristaše Izraela? Ali sploh še šteje, da demokratski kandidat pridobi pristaše Izraela? Mislim, odvisno je od tega, kako definiraš pristaše Izraela, kar je. Veš, obstaja majhna skupina ameriških Judov in rekel bi tudi, da jih je morda 20 do 30%, ki verjamejo, da biti pristaš Izraela pomeni podpirati izraelsko vlado, ne glede na vse. Mislim, da demokrat leta 2028 ne bo skušal pridobiti teh ljudi. Mislim, da ne morejo, glede na stopnjo podpore Izraelu najprej med splošno ameriško populacijo, še posebej pa med člani demokratske stranke. Ampak poglejte, to velja za celotno populacijo. To so tudi neodvisni volivci. Torej zdaj, če vi, ampak tukaj je še ena stvar. Večina, skoraj vsi judovski volivci ne volijo na podlagi Izraela. Zelo majhen odstotek judovske skupnosti dejansko voli na podlagi Izraela. Izrael postavijo kot 7. ali 8. vprašanje po pomembnosti, običajno na seznamih prioritet v anketah, kaj ne? Torej, obstaja del ljudi, ki volijo samo na podlagi Izraela in bodo sprejeli vsak argument, da je nasprotovanje izraelski vladi ali politikam izraelske vlade nekaj, česar ne morejo podpreti. Ampak to je majhen del judovske skupnosti. In v tem trenutku je to majhen del volivcev demokratov. Po drugi strani, če pogledate ankete, spet ankete kažejo, da je večina ameriških Judov tam, kjer je J Street. Kaj ne? Še rad rečem, da smo nekako na sredini igrišča, na 50-jardni črti. Smo točno na sredini. Predvidevam, da za izraelske volivce ameriški nogomet ni tako pomemben, ampak smo na sredini. Poskušamo pa zajeti tudi od 30-jardne do 30-jardne črte celoten širok spekter. Tam je naše gibanje. Imamo ljudi, ki so malo bolj desno in malo bolj levo od nas, a se še vedno poistovetijo z nami in nas podpirajo. Večina teh ljudi lahko sprejme sporočilo podpore Izraelu, hkrati pa je lahko tudi kritična. In moram reči, da je tvoja primerjava s tvojim prijateljem tukaj pomembna. Ker je res pomembno, kakšna je bila zgodovina s tvojim prijateljem pred tem. Če samo rečeš, rad te imam in vse težke stvari, ki pridajo za tem, ampak si tudi leta preživel kot res dober prijatelj, stal za svojim prijateljem in ga podpiral. Skupaj sta šla skozi vse mogoče težke in zahtevne stvari in takšna zgodovina obstaja tudi med Združenimi državami in Izraelom. Pom je to. Morda boš poslušal to osebo, veš, veliko bolj, kot bi poslušal nekoga, ki je bil tvoj prijatelj 2 dni ali teden in nikoli ni bil zares pravi prijatelj. In potem začel govoriti vse te stvari. In mislim, da je odnos med ZDA
in Izraelom tak, kjer je bila podpora nekoč univerzalna in je bila dolgo časa. In veš, sedel sem v Beli hiši in delal na teh vprašanjih. 7. oktobra je Joe Biden odšel v Izrael, poslal letalonosilke v Izrael, izrazil podporo. Biti tam, veš, poskušati narediti vse, kar smo lahko, da bi pomagali Izraelu. V tistem trenutku, kar sem 100% podpiral. In Joe Biden je opozoril, kaj ne? Od samega začetka ne delajte napak, ki smo jih naredili mi po 11. septembru. Ne delajte teh napak. In ne zajdite na to stran pot. In žal je Izrael v mnogih pogledih to storil. In tukaj smo. Toda to izhaja iz ljubezni in iz podpore. In to je tisto, kar upam, da si bodo vaši gledalci iz tega vzeli, tudi če se ne strinjajo. Nikoli ne odpišem premierja Netanjahuja. Zdi se, da vedno premaga vse ovire. Ampak če oktobra ali novembra ne bo več na položaju, se bom vrnil k nam, videli bomo, ali se bo na tem področju res kaj spremenilo, kot mnogi pravijo, da bi se. Elon Goldenberg, višji podpredsednik in glavni direktor za politična vprašanja iz J Street, najlepša hvala, da ste se nam pridružili v oddaji American View. Hvala, da ste me povabili. Se slišimo spet naslednji teden.